res povedali, v čem je Sveti Duh ljubezen, pa tudi evanđelkarki ima tako lepo, ampak on piše o Jezusu. Kako je Sveti Duh ljubezen? Tukaj je važno. Kajti, ko je govoril o Sveti Trojici, Sveti Avguštin, je zapisal, da je oče tisti, ki ljubi, ljubitelj. Sin je tisti, ki je ljubljen, in ves med njima je Sveti Duh, ki je ljubezen. In prav ta misel se mi dela tako bistvena. Zdaj smo pred Binkoštmi, ta teden bo praznik Binkošti, smo v Binkoštni 9-dnevnici. Recimo, tudi prenova živi od Svetega Duha, od dejstva. V čem je ta Sveti Duh ljubezen? V čem je Sveti Duh ljubezen? Sveti Duh je osebna vez med očetom in sinom. Je različen od očeta, ker je prijet, se pravi, ker ga oče diha in oče in ga oče narojeva, ker oče rojeva sina. In on počiva na sinu. Sveti Duh torej ni niti nerojen, niti rojen, ampak je dihnjen. Vanje je dihnil in govoril. Sveti Duh je duh, ga moraš dihati, ga čutiš, ga povohaš, se pravi, je prisoten. In ni le duh očeta, ampak je tudi duh sina, ker ti sin Jezus je rekel, da ga bo poslal od očeta, ko bo šel k očetu. Torej, Sveti Duh je Bog, kako sta oče in sin. Je eno z njima na ravni Božjega bivanja. Je vez med enim in drugim. Mi velikokrat mislimo, da stvari stojijo same po sebi. Tudi dva, mož in žena, jaz, sta zaljubljena, bo šlo naprej. Ampak ne treba, ta odnos je treba graditi. Potrebujemo vez. In med dvema sta lahko vezi pozitivni, lahko sta pa negativni. In mi vemo, da negativna vez je hudič, hudi duh, slabi duh. In dobra vez je Sveti Duh. Ali je eden ali drugi, za oba ni prostora. Sveti Duh je tisti, ki povezuje, hudič je diabolus, džaval, ki ločuje. In sedaj tukaj je boj. Od stvarjenja prvih angelov naprej je boj in vemo, da prvi človek je klonil, bosta kakor Bog. Ne. In je poslušal podobnega duha. In vedno, ko delamo greh, klonimo, pademo v to. Medtem, ko poslušamo in se odpiramo Svetemu Duhu, se povezujemo. In tisti osebni duh, ki je ostal tudi po prvem grehu, tisti je sicer se odpiral, vendar ni bil dovolj močen, da bi lahko vzpostavljal odnose za večno. In zato je bila višek razumnosti, ki je stara zaveza oblikovala, je bila postava. Bodi priden, pa bo vse v redu. To lahko narediš. Ali pa grki, lepota, ali pa tragedija. Življenje je tragično, ti pa moraš biti priden. S tem boš vse rešil. Tudi pri nas še mrsik je, če boš priden, bo vse v redu. Ne, če boš ljubil, če boš živ, če se boš spomnil v odnosu. No, Sveti Duh je torej tisti, ki povezuje. Tisti, ki pokaže, da je vedno potreba na tri. Če hočeš, vedno je treba na tri. Med dvema mora biti tretji. Med možem in žena mora biti otrok. Med dvema prijatelja mora biti Sveti Duh. Drači hudiči. Ne gre drugače. Dvojina je zelo nevarna. Ker če ostane sama dvojina, če ne gre v množino, je jednina teh hudiči. Sveti Duh je bližina med očetom in sinom, pravi Romano Vardini. Notranščina Boga samega. Je beseda ljubezni, je vez. In kar pravi Sveti Bernard, pravi, da je vez in poljub. Sveti Duh je poljub med očetom in sinom. Poljub, ki ga podarjata oče in sin, pravi. Če lahko mislimo, da oče daje in sin sprejema poljub, lahko rečemo, da je poljub Sveti Duh. Čudovita primerjava, ki je nespremenljiv mir, trdna vest, nedeljena ljubezen in nerazdeljiva enota. Sveti Duh je
občestvo enega in drugega. Enota različnosti. Zato to, kar danes delamo, ker nekateri mislijo delati, da bo lahko dva enaka prišla skupaj. Dva moška, dve ženske, da je to par. Je par lahko prijatelj, ampak ne pa par, ki bo rajeval življenje. To ni družina. Je enota dveh, ki sta različna. In potem je mir, ki izhaja iz enega in drugega. Če pogledamo, eden je ženski princip in en je moški princip. V Bogu sveti Irenej pravi, da ima Bog oče dve roke. Ena roka je sin, to je moški princip, druga roka sveti duh, ki je v hebrejščini ženskega spola, se pravi ženski princip. Če se sveti duh razluje od te ljubezni, ki je skupna vsem trem. Sveti Avguštin pravi, da je ljubezen. Če je ljubitelj, če je drugi ljubljenec, je sveti duh stvarnost ljubezni. In kjer je sveti duh, tam je ljubezen. Tam ne mora biti neljubezen. Sveti duh je osebna ljubezen Boga, ki je različen in vendar enak, povezuje. Nekdo je zapisal, Karl Rahner, da je sveti duh zmagovita bližina Boga. Bližina v Bogu, ki tudi poveže vse med nami. Ki poveže tudi različnost. Kakšne različnosti so včasih in vendar jih poveže. Včasih, recimo prav v samostanih ali pa tudi med nami duhovniki, smo si tako različni, ampak če je sveti duh, stvari lahko klapajo. Če ni svetega duha, da klapa. In družini je isto. Sveti duh združuje vernike v kraju in v času. Združi preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. Kako je to pomembno? Da zmeraj imamo zdravje v preteklosti. V svetem duhu lahko zdravimo rane. Sveti duh zdravi naše rane. Sveti duh ozdravi našo preteklost, ozdravi naše spomine, da gremo nazaj do enega, ki nas je ravno, do drugega, do tudi lepih stvari in da je vse v miru. To je sveti duh. Sveti duh zdravi našo sedanjost, da ne bežimo, da smo tam, kjer moramo biti. In sveti duh nas tudi opira v prihodnost s tem, da pritegne našo prihodnost v prihodnost Boga. Lahko rečemo, zgodi se tvoja volja. Da se veselimo vseh stvari, ki bomo doživeli, vse, kar nam on daje. In je zelo pomembno, da nismo črnogledi, kot so mnogi ljudje današnjega časa. Glejte, koliki ljudje so danes črnogledi. Zato, ker svoje prihodnosti ne izročajo v prihodnost Boga. Sveti duh je tudi izvor in edinosti cerkve. Smo mislili, da je izvor hierarhija, cerkveni zakonik in vse skupaj. Tisti, ki nas povezuje, da smo cerkev, sveti duh. Tisti, ki nas druži, da lahko pojemo. Tisti, ki nam odpusti grehe. Tisti, ki prinaša odpuščanje. To je sveti duh. In prinaša upanje. In prav cerkveno občestvo bi morala biti ikona svete trojice. Sveti duh je kot hranljivo, je hrana za edinost. Tako med očetom in sinom in tudi med nami. In če primerjamo človeške ljubezni, sveti duh nas navdihuje v naši človeški ljubezni, zlasti pa jo križa z Božjo ljubeznijo, ki je agape. Se pravi zastojnsko ljubeznijo. Da ljubimo drugega zastojn, tudi takrat, ko je smotan, tudi takrat, ko se mu ne ljubi. Da mi naredimo prvi korak, ki gre do drugega, da mu odpustimo. Da živimo to podarjajočo ljubezen, ki navdihuje usmiljenje in odpuščanje, ki je brezpogojno darovanje. In z tega vidika sveti duh dar. Tam, kjer se odvijajo darovi, tam je sveti duh. Kjer življenje prehaja iz plačila, iz tega, kar moraš, tega, kar ti ukažejo v dar. Da se podariš. Da narediš zastojno. Sveti duh je dar očeta sinu in dar sina očetu. Sveti duh ustvarja podarjanje in sprejemanje. Kajti ni samo dovolj se podarjati. Kakšne mame se znajo zelo podarjati. Ko pa jim nekdo hoče kaj pomagati, ne. Včasih je še težje sprejeti dar od drugega. Sveti duh je torej tisto, kar eksistira na način daru. Oseba na način daru so nekateri zapisali. In kot je
Svetega Duha sin kot dar pri krstu, že pri človečenju, ampak še posebej pri krstu. Tako je sin podaril tega Duha na križu očetu. Oče, v tvoje roke izročam svojega Duha. Se pravi, postal je dar. In tudi naše življenje je lepo, ko ga spremenimo v dar. Zato je tako lepo zakonsko življenje. Ko ga spremenimo v dar, da postane popolna daritev za drugega in obratno. In tudi posvečeno življenje ali duhovništvo, da postaneš dar. Za duhovnika pravijo, da je sacerdos et hostia, da je duhovnik tisti, ki daruje in tudi tisti, ki se daruje. In v posvečenem življenju je ista stvar. Da postaneš v moči Svetega Duha res dar za Boga. In tudi drugod, hudo je življenje, če ne postane dar. Zato so nekateri ljudje nesrečni, ker niso dar. Nikomu. Danes je toliko nesrečnih ljudi prav zato, ker niso nikomu dar. Zakaj? Ker se bojijo, da bi jih doranil, da bi jim kaj rekel, da bo... Ja, če si dar gotovo, se daš. Lahko ti rečejo ne, lahko ti spremljajo. Izmeri se mora na način drugega, ker prava ljubezen se spusti na raven drugega. In te lahko raztrže drugega, da te spremljajo. Zmeraj mora biti tukaj svoboda. In prav to lahko delamo v moči Svetega Duha. Sveti Duh nas povesvečuje in spopolnjuje v tem, da se darujemo. In kako lepo je v vsaki skupnosti, če imaš ljudi, ki se podarjajo, ki jih ni strah izgoreti za druge. Pri krstu prižgemo svečo. Ta sveča pomeni darovanje. Pri poroki, zdaj po novem, kaj s krstno svečo prižgeta mož in nevesta prižgeta zakonsko svečo. Tudi pri posvečenju tako imamo tudi svečo. Sveča je znamenje tega darovanja. In pa še ena stvar je Sveti Duh. Sveti Duh ima lastnost ljubezni, ki jo nekateri ne premalo poznajo. Da ljubezen daje zmeraj več, kot je treba. Sveti Duh je prekipevanje. Je tisti lonc, ki gre zmeraj čez. Zmeraj več. Sveti Duh je tudi navdušen. Nevesta je načenja, navratno. Zato Duh in nevesta pravita pridi. To so zadnje besede, ki so v Svetem pismu. Navdušeni. Tam, kjer kristjani niso navdušeni, to pomeni, da niso Boga. In tam, kjer se ne podarimo več, kot je treba. Če te drug prosi, Jezus pravi, če te nekdo prisili eno miljo, pojedi dve. Dej več, kot je treba. In tisto več se suje v ljubezni, lahko rečemo. Tisto da več. In vemo, da je v umetnosti, v vseh stvareh v življenju je tisto, kar je vse, se pravi, da daš vse in da daš več, kot je treba. Poznamo pesem Molim te ponižno, ki pravi, ki je sestavil Sveti Tomaž Akvinski, pravi, da bi bila dovolj ena kapljica Jezusove krvi, da bi bili mi odrešeni. Ena kapljica svet rešiti grehov madeža. Ne, Jezus je dal vse svoje življenje. In ko to narediš, potem se začnejo stvari okrog tebe spreminjati. Potem se navrtiš okrog svojega popka. Zdaj bo Marija se slekla, bodo tiste popke nosili. To je njihova podoba. Ne se vrteti okrog svojega popka. Se boš podariti. Postan dar. In to je v moči Svetega Duha. In potem, kot pravi tista pesem čudovita, ne? Duh stvarni, ki napolnjuje srca verujočih, je tolažnik in tolaž je dar najvišjega Boga, živi vir, ogenj, ljubezen, duhovno mazilenje. V hrvaščini je pomazilenje, če se spomnite v Međugorju, ko veni creator spiritus, se pravi, pridi Sveti Duh, tolažnik. Duh je torej oseba, ki je ljubezen. Tisti, ki gre vedno onkraj sebe. Tisti, ki je vedno v odnosu. Tisti, ki se nikoli ne utrudi. Tisti, ki ga ne nikoli strah in ki se nikoli ne ustavi. Tista ljubezen, ki nikoli ne zarjavi, pravi prsta, nikoli se ne bo ustavil, nikoli ne bo zarjavel. To je Sveti Duh. In vedno zaston. Ne pričakuje nič nazaj.
drugi bo rekel, nimam časa. Ne, zdaj sem dal, ker moram. In več kot je treba. Sveti Duh potem pa prostem to žrtvijo iz nič kliče stvari, da bivajo. Stopi vsak in ga naredi dobrega in lepega. Sveti Duh ljubi predvsem izgubljene ovce. Grešnike in bolne izgubljene. Zato lahko rečemo tudi za današnjega papeža, da je ljubljenec Svetega Duha. Če je kakšen papež, veste, kaj pomeni biti norc v Svetem Duhu. Kaj pomeni, da daš več, kot je treba, da prekipeš. Da te ni strah, da ga bodo strlili ali ne. Pove resnico, gre naprej, ljubi reveže. In to je prav to, da lahko, da je ta zastonjska odprtost, svobodna odprtost, da je svoboda, ki pusti, da je lahko ljubezen v vsakem ravni. Predvsem pa, kot pravi zopet tista pesem, da je oče v Bogih, da začuti vsakega Boga, da ni nobenega Bogega med nami. Ma danes bi se rekel Bogega, osamljenega, nerazumljenega. Vem, kako to težko. Ampak mora biti tako. Kajti, ko smo naredili s cerkvo inštitucijo, ko smo naredili urad, župnijski urad, to je neumnost do konca. Smo zaprli ljudi in smo odbili Boge. Prav Bogi so znamenje, ko pridejo v cerkev Bogi, ko so v cerkvi Bogi, pomeni, da je v tisti cerkvi Sveti Duh. In po našem papežu, in tudi po mnogih stvarih, lahko rečemo, da se v cerkev zopet vračajo Bogi. Gotovo, da so še mnogi taki, ki tega ne razumejo, ki bi si želeli eno cesarsko cerkev, ampak ta prava cerkev Bogi. Ne potrebujejo zdravnika, zdravi, pogrešniki, pravi Jezus. In taka cerkev, tak Bog je Bog prihodnosti in sveta. Zato smo hvaležni Svetemu Duhu in tudi temu trenutku cerkve, da lahko doživlja nove pinkošti, nov krst v Svetem Duhu, ki je ljubezen in to je ta ljubezen, ki prekipeva, ki gre čez vidnovca in ki ljubi zastonj.